Če se tudi ti sprašuješ, kako sploh stopiti v stik z mediji, kaj jim pripraviti, kaj z njimi deliti, da bodo sploh delili vsebino o tvojem dogodku ali o tvojem poslu v samih medijih, potem si na pravem mestu. V tej epizodi podcasta gostim Sabino Gosenco, strokovnjakinjo za odnose javnostmi, ki nam bo razkrila, kako lahko kot podjetniki si pomagamo tudi z mediji. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Sabina, dobrodošla in hvala, da si se odzvala na moje vabilo. Danes, da bova poklepetale malo o odnosih z javnostmi in tako naprej, pa kako lahko to podjetniki izkoriščamo. Pa mogoče bi šla kar direktno v temo, in sicer, a je sploh za mogoče neke manjše podjetnike smiselno, da pogledajo medije, oziroma kako lahko sploh izkoristijo medije za prepoznavnost, za širitev svojega posla? Ja, živijo. Najprej lepo seveda pozdravljena ti in vsi, ki spremljajo tale naš Zoom pogovor. Moram reči, da sem zelo vesela, da si se dotaknila tudi te teme, ker velikokrat podjetniki, podjetnice, sploh mikropodjetniki in podjetnice pozabijo na to, da medijska promocija pomeni veliko več kot zgolj redno objavljanje na družbenih omrežjih, ker z družbenimi omrežji nagovarjamo sledilce in sledilke, ne nagovarjamo pa direktno predstavnikov medijev, novinarjev, urednikov, ne? In če samo vsakdo, ki nekaj ustvarja, vsakdo, ki nekaj dela, pa bova zdaj tako rekli, ne glede na to, ali gre za produkt, ali gre za storitev, je treba vedeti, da novinarstvo se je malo spremenilo. Mediji so se zelo spremenili v sodobnem času in zagotovo novinarji več nimajo, bom rekla, vsako minuto čas spremljati, kdo objavlja, kdo ima neke zanimive zgodbe, nimajo se časa mogoče toliko posvečati temu brskanju za informacijami, razen če nekdo res izstopa z neko dobro viralno objavo, ki potem vidijo, da je na družbenih omrežjih bila res priljubljena in se mogoče potem oni sami od sebe lotijo neke akcije. Na drugi strani pa mi kot podjetniki in podjetnice ves čas lahko razmišljamo tudi o tem, kako pristopiti k medijem, ker ja, medijska promocija ni nujno plačan PR članek, daleč od tega, veliko medijev mora ustvarjati oziroma želijo ustvarjati dobre zgodbe, dobre vsebine, in če mi te vsebine imamo, če imamo mi neko dobro zgodbo, bodisi da ali delamo neko stvar, kjer pomagamo ljudem, ali imamo nek dober inovativen produkt, ali organiziramo dogodke, so mediji tisti, ki bodo o tem lahko poročali brezplačno in bo mogoče v interesu, da zapolnijo bodisi svoj radijski, televizijski program, bodisi prostor na spletnem portalu oziroma v tiskani verziji. Tako da je fajn, da ko želimo iti v neko promocijo, razmišljamo večplastno tudi v tem smislu, da nagovorimo medije. Se mi zdi, da je zelo pogosto eno tako prepričanje, da kot podjetniki pač moramo čakati, da nas nekdo opazi, ampak v resnici, če sem te prav razumela, lahko gremo tudi mi, naredimo korak do njih. Ja, vsekakor. Jaz bi ga priporočala vsem, je pa seveda premišljen ta korak, ne ker, zdaj bom pa jaz o sebi nekaj napisala, pa kar poslala medijem, daleč od tega, jaz v to ne bi šla. Nekateri so sicer to pred leti ful pogosto delali, ne, da sej ne vem, rumeni mediji so včasih imeli, jaz sem delala nekaj časa za rumene medije in se spomnim, da so se določeni obrazi ful, bom rekla, promovirali na način, da so nam sami pošiljali fotke, trače in tako naprej. Ampak nekako to več ni praksa, praksa je bolj ta pravi PR pristop, da bodisi preko PR-ovca to narediš, da je zadeva takšna, da res pride do prave komunikacije, če pa seveda ne outsourcamo PR-ovca oziroma PR-ovke, se pravi, če se prav izrazim, predstavnika za odnose z javnostmi, kot neko osebo, ki je vmesni člen med podjetnikom in pa predstavniki medijev, potem lahko sami poskrbimo za te stvari na način, da pripravimo neko sporočilo za javnost, da pripravimo neko vsebino, da to pošljemo na različna uredništva medijev. Seveda je pa pol vprašanje, katera tematika, kaj je ciljna publika, kateri mediji so sploh primerni, da jim mi to pošljemo, a ne?
Verjetno moramo malo gledati tudi, kdo je njihova ciljna publika, pa verjetno takšne medije potem izberemo, ki so Tako. naša ciljna publika. Tako, recimo, ne vem, če dam primer, tvoja dejavnost, ki je storilna, ki je storitvena dejavnost, ne, je lahko zelo primerna za neko tematiko, ko bi neka revija, nek časopis, nek spletni portal pisal o konkretno, ne vem, spletnih straneh, brandingu, ne, in potem bi recimo tukaj lahko vključili tebe noter kot strokovnjakinjo, da podaš svoje mnenje. In to seveda, če oni delajo neko tematiko, kako biti bolj uspešen s spletnimi stranmi in tebe vključijo noter, je to tebi brezplačna promocija. Na drugi strani, če ti organiziraš nek dogodek, pa se tam pojaviš kot ena od, ne vem, organizatork, predavateljic, kakorkoli, imaš pa na dogodku še več zanimivih osebnosti, ki so tudi, bom rekla, mogoče celo kakšne osebe že medijsko prepoznavne, lahko iz tega seveda narediš en dober PR iz tega dogodka. In spet, ne, če si predstavljaš, objavijo neko sliko, kjer si gor ti, kjer so gor še drugi podjetniki, podjetnice in se seveda od spodaj pod sliko običajno napiše, kdo je na sliki. In že tukaj je prvi korak, taka neka mini promocija, ne? Kdo je Maja, od spodaj piše, ali piše, ne vem, svetovalka za spletne strani, ali branding, ali je tukaj podjetje tvoje omenjeno, skratka, tako je to neka brezplačna reklama, če temu rečemo, ne. Zdaj, če bi pa ti sama nagovarjala medije, ne, bi pa mogla razmisliti seveda, kater medij pa sploh piše, poroča o takšnih stvareh, o katerih ti dnevno govoriš in pišeš na družbenih omrežjih ali pa na spletu. Tako da specifične medije za specifične dogodke, storitve, produkte. A če mogoče se samo še dotaknemo, če lahko daš mogoče kakšne primere, na kakšen način lahko sodelujemo. Zdaj, verjetno velja enako za online ali pa offline, sploh če organiziramo neke dogodke, a ne, potem lahko iz tega dogodka stopimo, nekako zgradimo odnos. A so še kakšni drugi načini, kako lahko z mediji tudi sodelujemo? Ja, zdaj tako, ne, najlažji način bi bil, mi bomo samo nekaj napisali, pa bomo poslali na različne maile, ne, ampak od tega verjetno največjega efekta ne bo, oziroma vprašanje, če ga sploh kaj bo, ne. Je to ena od možnosti, jaz recimo sem leta in leta nazaj že delala kot predstavnica raznih lokalnih društev in klubov, sodelovala z njimi, nekaj časa, ko je novomeški nogomet bil še del prve lige, tam je celo obvezno, da imaš predstavnika za odnose z javnostmi, ker je treba redno organizirati novinarske konference, izjave pred tekmo, po tekmi, poročila in tako naprej. In jaz sem se recimo iz takih primerov največ naučila, kako sem skozi bila v tem medijskem toku. Pustimo to, da sem bila itak 15-20 let novinarka in da sem to sceno že poznala, ne. Ampak če zdaj pridemo na nekoga, ki je čisto na začetku, ja, ena možnost je, da samo mail pošle, ampak s tem mailom se verjetno v množici vseh mailov ne bo zgodilo nič. Potem je druga možnost, da seveda oseba, če dela s PR-ovcem oziroma PR-ovko, naredi to analizo medijev, komu v bistvu poslati kakšen tekst, kakšne fotografije, koga v bistvu sploh začeti nagovarjati. In jaz vedno rečem, kjerkoli si aktiven oziroma aktivna, daj najprej razmisli v lokalnem ali regionalnem okolju, kateri mediji so tam, tisti, ki bi te najprej lahko objavili, najprej gostili v neki svoji oddaji, najprej pisali o tebi zato, ker si lokalna. Ne? Lokalna zgodba je kraljica, to še bolj zdaj, ko se vse skupaj spet malo bolj personalizira na marketinškem trgu, pride v ospredje. In jaz sem recimo Dolenjka, ker sem v Beli krajini, poznam to, bom rekla, jugovzhodno Slovenijo zelo dobro, točno vem, koga nagovoriti od lokalnih in regionalnih medijev, če želim nekemu podjetniku, podjetnici malo pomagati pri promociji. Točno vem, če je nek dogodek, na katere medijske naslove, koga vse bom o tem dogodku obvestila kot PR-ovka. Če bi bil tukaj, ampak pustimo zdaj, jaz imam mečkem, bom rekla, zato ker delam kot PR-ovka, ja, pač jaz pa rečem, ja, to je moja prednost, jaz imam res že vzpostavljeno mrežo kontaktov. Če te mreže nimaš, je ena od možnosti vsekakor, da kontaktiraš predstavnike uredništev, da jim pišeš, da jih pokličeš, da si mečken, bom rekla, agresiven v tem, ampak z enim mailom nič ne narediš, a ne. To je isto kot pač prodaja. Večkrat poskusiš, večkrat kaj napišeš, pokličeš, vprašaš, če so dobili mail, jih spomniš recimo z nekim kindly reminderjem, se pravi prijaznim opomnikom, da imaš nek dogodek, da jih vabiš, da se ga udeležijo. To je pač ta prvi korak. Drugi korak bi potem bil seveda, da začneš z mediji vzpostavljati stike na način, da če se gibljaš na nekih dogodkih,
pa vidiš, da so tam predstavniki medijev, da jih tam osebno nagovoriš. Ali ti dajo kakšen kontakt, ali se jim predstaviš, ona je tam, ne vem, zdaj si sam predstavljate, snemalec pa novinarka oziroma novinar, snemalci skozi neki snemajo okrog, novinarka tiš čas nima kaj delati. Ona pač je tam, se druži, se pogovarja z ljudmi, dokler ne posname neke uradne izjave za medije. In to je idealna priložnost, da nagovorimo novinarko na licu mesta, a ne? Če smo lokalci, nas prej kaslej vsi ti predstavniki medijev že tako ali pa drugače poznajo, ker se z njimi lahko bodisi srečujemo na dogodkih, bodisi jih že iz drugih, bom rekla, izkušenj v življenju poznamo osebno. Prijateljske vezi, če kdo koga pozna, itak, a poznaš koga, ki tam dela na tem radiju, na uni televiziji na takšen način. In pa potem seveda, če mi že na družbenih omrežjih sledimo nekim influencerjem ali pa nekim ljudem, zakaj ne bi sledili še medijem? Ne? Tako da nekdo, ki razmišlja o medijski promociji, naj se vpraša, ali spremlja medije tudi na družbenih omrežjih, ali se s svojim imenom in priimkom kdaj pojavi pod neko objavo, da kaj pokomentira. Mislim, zdaj smo spet, podobno kot je recimo LinkedIn primeren za take stvari, je isto na vseh družbenih omrežjih, kjer so mediji ful aktivni. Edino mogoče bi odsvetovala zelo priljubljene nagradne igre, ki jih komercialne radijske postaje dajo, ali pa tisti, ne vem, klikni srčka ali pa klikni like, a bi rajš, ne vem, to malco, ali ti je bolj všeč ta outfit ali outfit. Tukaj pa v bistvu o sebi nič ne povemo, ne? Če pa se vpletemo v neko debato, da ko nek medij na družbenem omrežju objavi neko vsebino, pa jo mi, recimo ti s tvoje strani po strokovni plati argumentiraš, pojasniš, zraven še dodaš mogoče kontakt, ne vem, če te kdo rabi, da te lahko kontaktira za več informacij, je pa to meni osebno zelo nevsiljivo. Ker itak vedno nekaj poveš v komentarju in potem preusmeriš še nase. In če spet pomislimo, s tem te tudi medijski predstavniki večkrat vidijo. Ker običajno z družbenimi omrežji medijev upravlja oseba, ki je del tega medija. In pozna urednika, in pozna voditelje, in tako gre potem veriga naprej. In še mogoče en naslednji upgrade korak je pa potem ta, da če pa imaš nek dogodek, ali pa pač neko, bom rekla, huge zadevo, da je malo večja, potem pa seveda obvezno vabilo medijem posebej poslati, še enkrat jih nagovoriti, povabiti lahko tudi organizacija novinarske konference, če je res neka posebna stvar, ali pa, kar je mogoče bolj priljubljeno zdaj, druženje z novinarji v smislu medijski zajtrk, druženje z mediji, če imaš neko dejavnost, ne vem, zdaj sem glih prej kliknila drsališče v Ljubljani, kaj je Aleja, ne? Mislim, da ima gor na vrhu drsališče, je dejansko bila novinarska konferenca za predstavnike medijev na drsališču narejena in so bili novinarji, predstavniki medijev povabljeni na drsanje. Pač malo je cateringa, malo je druženja in hkrati še drsanje, da ga preizkusijo, zagotovili so jim možnost brezplačne seveda uporabe drsalk, nek event, ki je malo druženja še zraven in to pritegne predstavnike novinarjev, mislim predstavnike medijev, da na dogodek pridejo. Če pa ti sam pošleš mail, imamo novinarsko konferenco, pridite, pa je pa že tako vprašanje, če bodo res prišli. Ja, to mi je ful zanimivo, kar si rekla, ne, ker imamo mogoče recimo ne targiramo, sploh če smo še kakšni manjši podjetnik ali pa na začetku ne targiramo ravno zdaj mogoče 24 ur, ampak nekaj lokalnega, ampak lahko komot res gremo pogledat, kdo so ti novinarji in v bistvu družabna omrežja nam res omogočajo, da z nekaj kliki navežemo, začnemo graditi stike, a ne, jaz recimo sem enkrat pol leta nazaj ali pa še nekaj kontaktirala eno bolj znano novinarko in mi je bilo tako, si ziher ne bo vedela, mislim, se sploh ne bo odzvala, ne? In me potem čisto šokirala, ker je kar, dajmo se kar slišati, kar telefonsko mi je delila, ne? In mi je bilo prav tako, saj to pa so dostopni ljudje. Ja, seveda. In mi je tako bilo zanimivo, ker se mi zdi, da damo tudi nek tak, da so to neke nedostopne zadeve, ampak v resnici samo z nekaj kliki lahko pridemo zelo hitro, zgradimo odnos. Točno to in samo postavi se v vlogo te novinarke, ki je takrat dobila ta tvoj mail oziroma sporočilo. Ona ima nalogo, da
zapolni neko vsebino. Mogoče je celo, ne vem, lahko je to dnevno novinarstvo, tedensko, ne vem, pač odvisno za kakšen medij nekdo dela, pač tukaj je treba pol tudi poznati različne tipe medijev, da veš, kako pogosto izhajajo, kako pogosto oddajajo program, ali so, ne vem, lokalne novice na radiju vsako uro, to je ta mreža ponavadi, zdaj, ko so se pač mediji malo spremenili, ali je tukaj še vedno neka kontaktna oddaja, ki je vsak teden na sporedu. In zdaj si samo predstavljaj, evo, v tvoji branži, da obstaja na radijski postaji v tvojem lokalnem okolju, regionalnem, neka tedenska oddaja, neka tedenska rubrika, kjer gostijo v studiu ljudi, ki delajo, ki svetujejo, ki pomagajo. Oni morajo vsak teden narediti to oddajo. Prej kaslej novinarju v nekem, ali pa novinarki, da ne bomo zdaj šli na en spol, samo zmanjka tematik, a planirati jih mora za več tednov vnaprej. In če si ti, recimo, takrat si imela po eni strani malo srečo, da te je oseba takoj nazaj kontaktirala, včasih se ne bi zgodilo nekaj časa nič. Ampak to je problem v nas, da začnemo razmišljati, da nismo zanimivi, ker ni bilo odziva. Mogoče je v tistem trenutku, to je isto kot pri pošiljanju elektronske pošte in ponudb. Mogoče v tistem trenutku oseba, ki je prebrala mail, je bila čisto v enem drugem filmu. Mogoče je imela 3 oddaje vnaprej zapolnjene tematsko, pa se niti ni še ukvarjala s tem, kaj bo čez en mesec. Ampak potem je pa prišlo mogoče eno obdobje, kakšen gost ji odpove, kakšna stvar se zgodi, planirati moraš pa vseeno za več tednov vnaprej. In zdaj, če pošleš enkrat, pa ni odziva, ja, pošli čez nekaj časa še enkrat, zato da opozoriš osebo, kateri si poslal mail, da obstajaš, da nekaj delaš in tako naprej. Ne imeti občutka, da smo vsiljivi, zato pravim, in dostopnost. Kolikrat sem jaz doživela, sem takrat 25 let, 20 let mlajša in je bil že strani mojih vrstnikov, takrat je bilo to obdobje takoj po študiju, recimo tam pod 30, da sem ful težko dostopna, ker pač delam na lokalni televiziji, ker sem voditeljica, ker imam svojo oddajo. In potem kdorkoli, prav spomnim se enega športnika, to imava res smeh vsakič, ko se srečava iz lokalnega okolja, on je bil prepričan, da sem jaz od direktorja hči, zato ker imam svojo oddajo. In sem jaz tam šefica in tako, ne, alfa, omega in tako. Samo, ne, jaz sem se prijavila na audicijo, pač poslala sem, da me zanima, delala sem kot športna novinarka, imela svojo oddajo. In pa sem šla seveda njega v Krško snemati na bazen. In tako, ja, mislim, jaz sem čistko, jaz grem ful rada na kavo, jaz se pač družim in v osnovi so novinarji takšni, ne. Zdaj, televizijske voditeljice in voditelji imajo včasih že en renome, da se malo zaprejo, tudi velikih je introvertiranih, niso vsi ekstrovertirani, tako kot jaz. In imajo radi ta svoj mer, oddelajo svoje in pol grejo in probajo odklopiti, se pa hkrati zavedajo, da so javne osebnosti. Na drugi strani pa mi vsi smo ljudje, ne, in napačno je to razmišljanje, da boš ti odveč, če boš poslala neki novinarki ali novinarju svojo lastno predstavitev in predlog, da nekaj poveš, če je to seveda za njih zanimivo, za njihov program ali pa njihove pač tiskane edicije, kakorkoli, ne. Tako da ja, moramo iti ven iz tega, da smo omejeni s tem razmišljanjem, da so novinarji in novinarke težko dostopni, ker niso. Ja, res je, res je. Prej si rekla, da pač je najlažje, če recimo pošljemo nek mail, pa če se mogoče lahko dotakneva zdaj še, kaj pa pomeni ta dobra vsebina oziroma kaj je v bistvu dobra zgodba za medije, ker verjetno, če je dobra zgodba, pol je večja verjetnost, da bo se kaj zgodilo z njo. Zdaj spet smo na tem področju lokalno, nacionalno, a ne. Res bi vsakomur, ki je v tem obdobju ali pa zdaj v fazi, da še nimate neke komunikacije z mediji, naj se zadeva začne res na lokalnem nivoju. Zato, ker je tako najlažje prvič začeti vzpostavljati stike z ljudmi, ker so blizu tebe, ker razumejo okolje, v katerem deluješ, in jim je največkrat tudi v interesu, da lokalni mediji dvignejo lokalne zgodbe, lokalne posameznike. Zdaj, kaj je pa dobra zgodba, oziroma kaj je tisto, kar bi pritegnilo, a ne? V vsakem primeru jaz vedno pravim, dobra zgodba je, če ljudem pomagaš, če je neka družbena odgovornost, nek namen. Recimo zdaj bo poplava dobrodelnih aktivnosti, božiček za en dan in ne vem, pomagajmo, ne. Ampak dajmo pomisliti,
A nimamo res vsak dan v življenju priložnosti, da to počnemo? A je res samo december tak? A ne bi naredili neke akcije tudi v februarju, v marcu, v aprilu, v maju, ne vem, potem bodo že poletna, bojo peljemo otroke na morje in bodo velike medijske akcije spet stopile v ospredje. Pustimo te velike akcije, mi lahko v lokalnem okolju pomagamo neki socialno ogroženi družini. Zdaj, veliko organizacij, tudi delala sem v eni od teh, se na tak način ni želelo promovirati, ker so takoj vedeli, to ni ok za našo promocijo, da se z neko dobrodelnostjo poskušamo spraviti v medije. Ampak po drugi strani, če pa mi imamo neko dejavnost, kjer lahko pomagamo ljudem, kjer širimo neke dobre vsebine, kjer lahko ozaveščamo ljudi, ne samo informiramo stalno na dnevni ravni, kaj počnemo, kdo smo mi, kakšne so naše izkušnje, ampak da v ospredje ves čas postavljamo te neke vrednote, hkrati pa potem organiziramo mogoče pa nek dogodek. Ne? Vedno je ta fajn možnost. Recimo pri tvoji storitveni dejavnosti bi se res morala ti povezati z ljudmi, ki bi te lahko kot strokovnjakinjo vpletli v nek svoj prispevek, v neko oddajo. Nekdo drug, ki ni mogoče storitveno naravnan, pa ima neke produkte, s katerim ljudem pomaga izboljšati življenje, je podobno kot prodajna ponudba. Samo da pač nagovoriš predstavnike medijev s to zgodbo. Zdaj, zgodbo povedati je pa treba seveda na način, da bo zanimiv. In tukaj pa potem pridemo do tega, kaj bomo izpostavili v ospredje. To vedno rečem, kaj bi pa povedali o sebi v prvi minuti, v 30 sekundah, klasičen prodajni pitch. Boš povedala o sebi, kdo si, odkot prihajaš, koliko si stara, kakšno imaš izobrazbo, ali boš takoj začela, ok, sem ta pa ta, prihajamo tu in tu, ali pa ne vem, poveš, sem Maja, ljudem pa res pomagam k boljšemu življenju, k ne vem, kakovostnejšim odnosom, če je to pač neka psihologinja, kakorkoli. In jaz pol velikokrat vidim, tako, ko spremljam medije, pa se imamo skozi članke na temo, kako biti boljši starš, kako biti to, kako biti bolj storilno naravnan. V teh decembrskih dneh bo zdaj ful ven udarila depresija, žalost, ne vem, čustva. Skratka, spet so tukaj zgodbe, ki palijo na čustva ljudi. In če mi imamo v sebi, v svojem delovanju zgodbo, s katero lahko palimo na čustva ljudi, bomo palili tudi na medije. Ampak spet v lokalnem okolju mogoče najprej in najlažje. Če pa bi imeli dogodek, pa imamo na dogodku kakšno prepoznavno osebo, je pa to toliko bolj mamljivo, da prodremo še v večje medije. Mi sicer lahko pošljemo maile na vse medije, Adrema se reče, seznam medijev, ki obstaja, ali pa pač, jaz pač imam recimo neko Adremo ažurirano vsako leto, pogledam, če so se uredniki kaj zamenjali, novinarji in tako naprej, dodajam na to Adremo nove ljudi, ker se pač tudi fluktuacija na medijih dogaja, ampak nekako je fajn imeti neko mailing listo, tudi vedeti, kdo je urednik, kdo je novinar in potem njih nagovoriti z zgodbo. Zdaj, storytelling je pa zdaj drugo področje, pa kako napisati učinkovito sporočilo za javnost, je pa spet to. Glavne stvari na začetku. Najbolj atraktivna informacija, kako lahko ljudem pomagaš, kakšen dogodek organiziraš, take stvari morajo biti takoj na začetku vidne, da potem pritegneš pozornost. A je ta Adrema neka javno dostopna ali to ima? Včasih je bil razvid medijev dostopen, zdaj mogla bi malo pogooglati. Jaz sem to pred leti, ko sem recimo za enega naročnika delala zelo specifičen PR, ki je bil vezan na celo Slovenijo. Šlo se je za neko čisto inovativno zadevo, en stolček za otroke je bil, ki ga trenutno niti ni več na trgu. In sem mogla narediti prav seznam medijev, ki bi bili zanimivi za PR-je za ta stolček. Kaj sem naredila? Šla sem v knjižnico, dobesedno šla sem v knjižnico, tam imajo vse te revije po abecednem vrstnem redu in kolofon se imenuje tisto kvirček, ali pa pač na spletu najdeš pod kontakti običajno, kjer je vedno nek splošen mail uredništva ali direktor, urednik, odgovorni urednik. In jaz sem si to vse izpisala.
Ker je bilo to treba specifično iti v revije, ki bi bile zanimive za starše, za družine, za opremo, se pravi pohištvo in tako naprej. In jaz sem se ful poglobila v to, da sem si naredila lastno adremo za tega naročnika. Potem sem pa seveda mogla še malo po spletu prečekirati in največkrat potem zdaj, ko je splet pač že toliko lažje dostopen, ti dobiš maile že praktično na vsaki spletni strani. Ampak največkrat so tisti splošni maili, uredništvo, afna, info, afna in tako naprej. Dajmo iti malo globje. Verjetno je nekje napisan tudi, kdo je urednik. In če imamo mi, ne vem, mail, to je tak en trik, info, afna in naprej domena tistega medija, pa na isti spletni strani piše, kdo je urednik, je zelo verjetno, da ima ta urednik ime, pika, priimek, afna in to domeno naprej. Zelo, zelo verjetno, a ne? Po drugi strani se da malo tudi pogooglati, pa vidiš, če ta mail sploh obstaja. Se zelo hitro vidiš, ko mail pošlješ, če je mail zavrnjen, zakaj je zavrnjen, ne? Če ni zavrnjen, je verjetno dejansko obstojen in je človek ta mail dobil. Zdaj, da bi pa prav obstajala javna adrema, že dolgo nisem preverjala. Jaz jo pač imam narejeno za, bom rekla, jugovzhodno Slovenijo in pa za mogoče te medije, kot so Svet 24, Slovenske novice, Delo, STA, skratka ti nacionalni večji mediji. Imela sem tudi potem ali novinarke pa novinarje v revijah, kot so Ona, Jana, pač te ženske revije, ker sem bila bolj na tem področju aktivna, ampak ja, ne, tukaj se da dobiti. Novinarji smo imeli pa nekaj časa tako, ne, ali pa PR-ovci, da naj ne bi tega posredovali tretjim osebam, ampak sej mail je načeloma mail. Ti ne posreduješ telefonske številke, ne. Sam mail pa ni sporen, ker je načeloma javen, ne. In se mi zdi tako, kot si sama rekla, si imela kontakt z novinarko, ful je bila vesela, da je dobila nek tvoj mail, da si se ji oglasila in v 99% primerov to so itak službeni maili. In oni so tam zato, da dobivajo informacije iz vseh strani. In na nas je, da gremo čez to, pa rečemo, upam si kontaktirati tudi novinarje pa novinarke. Ja, si je pa treba malo časa vzeti, pa mogoče res analizo narediti, kateri mediji so bolj popularni, pa bolj primerni za neko zgodbo, ne. Ja, samo če že začnemo zdaj pač lokalno gledati, bomo si naredili, mogoče začeli graditi neko malo bazo. Se mi zdi, da potem, ko si pozoren, da potem pa povsod opaziš, tega bi še lahko dodal, tega bi še lahko dodal in potem ta baza raste, ne. Se ne rabimo zdaj začeti z, ne vem, na 1000 mailov, lahko začnemo z 10, ne. Točno to. Točno to. In se zelo hitro potem ta mreža širi, pa tudi to, kar si omenila, ko začneš o tem razmišljati, pretegneš te stvari, ne? In pa se ti kar naenkrat, algoritmi na družbenih omrežjih itak tako delajo, da se ti potem več ostalih medijev prikazuje, več medijskih vsebin začneš dobivati in potem si nekako, če ne drugega, pozoren že na to, tudi v tiskanih izdajah, na radijskih postajah, ko radio poslušaš, si pozoren na te stvari. Nekako se mi zdi, da potem vsi začnemo malo, če nam je v interesu narediti promocijo v medijih, da postanemo pozorni na to, kateri mediji pa so priljubljeni, kateri mediji pa imajo možnost nas gostiti v neki oddaji ali pa nas vplesti v nek članek, ne. Jaz vam bom dala zdaj konkreten primer za Dolenjski list, je pač regionalni časopis, ki izhaja enkrat na teden in seveda ima tudi spletni portal novičarski, kjer so vsakodnevno objavljene novice iz širše regije Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevje, Ribnica, ne. To je res široko področje in tukaj novinarji ful rabijo zgodbe. In jaz sem še vedno vpeta v to delovanje časopisa, ker pač delam za njih družbena omrežja in občasno tudi kaj napišem za njih. In jaz prav spremljam na tedenski ravni, kako pač potekajo sestanki, katere teme so predvidene. Jaz včasih vidim eno temo za naprej. Vsak teden. Ta tema se še vedno pojavlja za naprej. In ta tema bo enkrat prišla na vrsto. In potem pustimo zdaj tle, da je novinarska ekipa močna, da je veliko novinarjev v redakciji, ki vsak teden časopis pripravi, pa potem še dnevne vsebine, ampak jaz za vse te novinarje točno vem, kdo so, katero regijo pokrivajo, kakšen mail imajo in če bom vedela, da Posavje pokriva ena konkretna novinarka, bom njej rekla, lej, dobro zgodbo imam. Jaz tukaj pač delujem malo kot PR-ovka tudi, po drugi strani pa spet ljudem direktno rečem, če vi veste, da nekaj imate, naredite, največ jih tako naredi, primer, največ jih naredi Facebook event,
pa itak objavljajo, pa vabila pošiljajo, pozabijo pa na to, da bi direktno nagovorili pa medije. Mm. Imaš event, pa medijev ne nagovoriš. Mogoče kdo od novinarjev celo opazi ta dogodek, mogoče. In mogoče celo reče, to bi pa bilo fajn za kako zgodbo. Ampak mogoče je, ne? Ta mogoče še vedno ostaja. Ne veš, dokler jih direktno ne nagovoriš. Kaj pa zraven te zgodbe, recimo, ko ustvarimo neko ful dobro zgodbo, si predstavljam, da je fajn, da ne pošljemo samo tega, katere informacije vse so potrebne, da pošljemo. Kakšna Vse slika ključne tudi? informacije, ki so pomembne tudi, da jih recimo poveš ljudem na družbenih omrežjih. To so pač te osnovne zadeve, kdaj se nekaj dogaja, kdo, kaj, kje, zakaj, je že dodatna informacija, ne? In uvod pa naslov morata biti vedno atraktivna v smislu, da pritegneta pozornost tudi novinarjev. V uvodu mora biti vedno rečeno, če se bo nekaj dogajalo ali pa če se je, da se navede datum. Ampak zdaj tako, če je to vabilo na dogodek, ni treba napisati tistega dne ob tej pa tej uri. To povemo lahko v nadaljevanju. Lahko pa povemo, društvo ali pa ne vem, ta pa ta posameznik, agencija, kakorkoli, v kratkem ali pa prihodnji teden organizira dogodek, na katerega vas vljudno vabimo. Dogodek se bo odvijal takrat in takrat, od te do te ure, na tej pa tej lokaciji, z namenom tem in tem. Tako je zdaj ta najbolj taka šablonasta zadeva. To je uvod. Da povemo že v štartu, koga nagovarjamo, kdaj, kje in kako. Če je preteklik, ista zadeva, a ne? Zdaj včasih smo se šli na to, kaj je novica, pa da nekaj, kar se je zgodilo že en teden nazaj, več ni novica. Ni novica mogoče za medij, ki je spletni portal, ne? Je pa vsekakor še vedno novica za nek mesečni časopis. Če pač v nekem lokalnem okolju nekdo dela nek mesečni časopis, ki izhaja pač enkrat na mesec, bo dogodek, ki se je prejšnji teden zgodil, lahko primeren tudi za tam. Tako da dobro sporočilo za javnost ali pa dobro vabilo mora vedno na začetku imeti nek atraktiven naslov in uvod, s katerim pritegneš pozornost, kjer poveš vse ključne informacije. Potem se pa seveda zadeva nadaljuje z nekim pojasnilom, zakaj ta dogodek, komu je namenjen ali pa kaj se je dogajalo. Zelo priporočam, da ne naštevate samo prišel je ta, bil je ta, govornik je bil ta, kronološko navajanje, uvodoma je zbrane pozdravila ta in ta, nagovoril jih je ta in ta, tako, dajmo kaj napisati, kaj so povedali, ne? To, da jih je nekdo pozdravil, ni novica, a ne? Ja. Novica je, če je nekdo tam nekaj povedal, če se je komu kaj zgodilo, če iz tega dogodka zdaj sledi nadaljevanje v neki, ne vem, aktivnostih v lokalnem okolju. In pa potem seveda izjave. Izjave so nekaj, kar ful pozabljajo, ko pošiljajo sporočila medijev, da recimo, če ti stopiš, spet je razlika, ali je to tvoj prvi kontakt z mediji, ali te že poznajo, ampak v vsakem primeru se mi zdi, da je fajn dati izjavo v pisni obliki in vsaj audio, če ne tudi video izjave, spet odvisno, koga nagovarjaš. Ker tudi radijske postaje imajo program v etru plus spletne portale. In velikokrat pozabimo na to, da ni dovolj samo pretipkati izjave, napisati nekaj v svojem imenu ali pa v imenu neke tretje osebe, ki je bila pač na dogodku, ampak da dejansko tudi damo audio ali video zraven. To je pač ta dodana vrednost sporočila za javnost, ki medijem mogoče pol še popestri vsebino lahko ali na družbenih omrežjih ali pa na spletnem portalu. Televizija je pač specifična, tam potem je tako, da največkrat morajo pač oni priti posneti izjavo posebej, ker pač želijo mogoče še kaj dodatnega vprašati ali pa svoj kader narediti, pa tudi, če si predstavljaš, saj veš, če si ti v enem prostoru, pa tam ni kamere zraven, pa hočeš na televizijo priti, bo ta televizija mogla enkrat drugič priti še kakšne druge kadre posneti, ne. Ampak ja, to tako naj bi bilo nekako, da je atraktiven naslov, ne klikabilen, zato da bi takoj začeli klike nabirati, ampak naj bo res profesionalen odnos tudi do novinarjev. Oni pa potem seveda imajo v rokah škarje in platno, jaz temu rečem, da lahko vaš naslov pa tudi spremenijo, ne? Da lahko naredijo, če želijo zadevo bolj klikabilno. Zdaj, a bo rumena ali ne bo rumena, ne? A bo to tračarsko usmerjeno ali ne, je pač stvar uredništva, ampak jaz mislim, da če mi
Vsaj malo znamo se z besedami igrati, lahko že v naslovu naredimo neko atrakcijo, ki bo pritegnila pozornost javnosti, pozornost novinarjev, ne javnosti širše. Oni bodo pa potem naprej zadevo tako naredili, da bo berljiva še bolj, da bo bolj klikabilna in tako naprej. A pa imamo mi tukaj kakšen vpliv, zdaj, ko si to rekla, ne, da lahko spremenijo naslov pa te zadeve, a se lahko kdaj zgodi, da bi imeli potem kako negativno izkušnjo, da bi bil naša novica bolj tako negativno potem prikazana, ali ni to? Načeloma je tako, da plačani PR članki morajo biti narejeni v dogovoru z naročnikom. Se pravi, tukaj je avtorizacija, tukaj lahko naročnik reče, ne želim takega naslova in pač se ne strinja z objavo, ker bo pač plačal, ne. Če pač je objava, da ni plačana, da je pač poslana medijem na ta način, seveda mediji lahko skrajšajo naslov, seveda mediji ne rabijo objaviti vsega. Zato je potem mogoče fajn v štartu ali sodelovati z nekom, ki medije že pozna, da tudi ve približno, koliko dolge naslove rabijo, kakšen je medij po karakterju, ne, da veš, a bodo zdaj oni iz tega naredili eno sceno v negativno smer. Saj načeloma tega pri nas ni veliko, ne. Bodimo iskreni, če je dobra vsebina, če je pozitivno naravnana vsebina, ne bo zdaj medij naredil negativne zgodbe iz tega. Zakaj bi jo? Saj to ni namen medija že v štartu, ne. Pustimo zdaj tiste provokacije, ki se lahko kdaj zgodijo, ampak jaz mislim, da če je v osnovi že z naše strani taka pozitivna energija pa fajn zgodba, iz tega ne bo ratalo neko skropucalo v negativno smer, ker to mediju ni mislim, jim je do ugleda, ne. Ni pa nujno, da oni ohranijo vse, ne rabijo, zato je tukaj vloga urednika in novinarja. Meni se je velikokrat dogajalo, da smo mi dobili, pa sem delala res za različne medije, lokalne, nacionalne, splet, tisk, radio, televizija, vse sem sprobala, komercialno, nekomercialno, tračarsko, netračarsko, res novinarsko verodostojno ali pa majčkeno bolj v rumene medije. In ja, včasih je bila s strani urednika, urednice neka direktiva, daj tole še malo razišč, daj pet na teren, pa še to malo vpraš, pa je bilo pol tako malo rumeno, ne, pa te razne paparaci fore pa tako naprej. Jaz sem šla iz tega sicer ven, jaz tega nisem zelo rada delala, zdaj pa še zmeraj vidim, da večina novinarjev in novinark še vedno si želi, ja, kakšne mogoče kdaj ekskluzivne informacije, mogoče kdaj želijo tudi kako tako zgodbo, pol, ko se oni spustijo naprej v raziskovanje, bojo mogoče kdaj tudi kaj bolj provokativnega zapisali ali pa raziskali, vprašali, da boš mogla odgovoriti ali pa pač bodo ljudje mogli odgovoriti. V osnovi, v samem sporočilu za javnost, pa oni, če ne raziskujejo posebej, ne bodo bistveno spreminjali. Bodo skrajšali lahko, če bodo se odločili za objavo, ne bodo pa bistveno spremenili. Ker ne morejo, ker nimajo osnove, ker nimajo behind the scenes informacij. Bi pa lahko kakšen novinar te poklical, pa hotel še kako podvprašanje, ali pa mogoče bi rekel, lej, to je preveč suhoparno, daj mi ne vem, ne, daj mi kakšno zanimivost, daj mi kakšno številko in tako naprej, ne. Ki bode v oči, ki jo pol lahko novinar izpostavi, ne. Ja, ker je itak v interesu obeh, novinarja in nas, da pač je to zgodba res čim boljša. Tako. Ja. Zdaj recimo, lažje je tebi, ker že vem, da imaš iz tega področja izkušnje storytellinga, da veš, kako zadeva mogoče narediti bolj privlačno za širšo javnost, ker se boš tudi ti iz izkušenj, ki jih že imaš, vprašala, kaj pa bi medije bolj zanimalo, a ne? Ker si predstavljaš, ko bi brala o sebi, ko bi brala, ali pa bom rekla, konkurenci, ne konkurenci, ljudeh, ki jih poznaš, kaj te zanima? Kaj ti je najbolj zanimivo? A so ti zanimive samo portretne fotografije, ali ti je zanimivo zraven še kakšen behind the scenes? Ali ti je zanimiva neka čist uradna izjava, ali ti je bolj zanimivo v izjavi povedati konkreten primer, neko številko izpostaviti in tako naprej. In če si samo predstavljamo, kako v časopisih, kakšne intervjuje radi beremo. A imamo ful radi one intervjuje, ki so tako kolonca, pa vmes je še nek mednaslov. Jaz takih intervjujev ful ne berem rada, mora biti res zelo zanimiva oseba, da berem tak intervju, ki je na 3 straneh recimo, pa to je že ful velik obsežen intervju. Kaj pa, če so vmes slike? Kaj pa, če so vmes citati, ne? To je pa ta grafična obdelava za tisk, na spletnem portalu pa isto. Kaj ful radi delamo? Galerije radi gledamo, a ne?
Radi imamo neke fotoutrinke z nekih dogodkov, kdo je bil, kako so bili ljudje oblečeni, a ne? In na to se pol pa velikokrat pozabi. Imamo nek družabni dogodek, to ful dostikrat rečem, evo, na svetu sem tistim, ki jih mogoče to področje malo bolj zanima, pa še niso vešči tega. Ko imaš dogodek, pa imaš fotografa, fotografinjo, ki ti naredi 100-200 fotografij. Potem pa, seveda, kaj je treba narediti? Čim prej je treba zbrati top 5, top 10 fotk. In potem jaz rečem, ok, in zdaj ste zbrali 5 fotk, ki jih bo treba v naslednjih 24 urah poslati medijem, zato da bo novica ažurna, da bo šla zadeva čim prej naprej. In na teh 5 fotkah en stoji pri mikrofonu, eno je prazen prostor, eno je sicer polna predavalnica, ampak vsi samo sedijo, drugo je spet drugi govornik in tretja je neka, bom rekla, skupinska slika, kjer spet ljudje samo pozirajo. In tako, kaj izstopa? Ok, nekdo bo zbral, če je govornik neka prepoznavna osebnost, minister, ne vem, whatever, nekaj na državni ravni, bodo verjetno tudi to uporabili. Pa smo pa že tam, ok, katero fotko bomo pa zdaj uporabili, imamo pa prostora samo za 2 fotografiji, recimo. A ne, in jaz pa rečem, ja, kaj se je pa vmes dogajalo? Kje so pa še ljudje, ki so prišli, ki so se družili, ki so se mrežili, ki je bilo tako, ki je kdo komu kako darilo dal, je bila na koncu kakšna zahvala, je bila kakšna torta, take stvari. In to tudi paše. Sicer je pol treba spet razmisliti, a mi zdaj želimo družabno kroniko izpostaviti, v tem smislu pa reči, fajn smo se imeli, ne? Če je mreženski dogodek, je treba to izpostaviti. Če želimo izpostaviti govorce, je potem spet poanta, da so ti govorci na slikah, ampak ne vsi samo stoječi mikrofon, pa vsi tam na odru, ker pa je ena slika enaka drugi. Tako da to je ta večplastnost, ko je treba razmišljati in zato mogoče svetujem tistim, ki so res začetniki, da štartajo z lokalnim nivojem na najbolj osnoven način, da se mrežijo, da se povežejo z novinarji, novinarkami, uredništvi in da dobijo najprej feedback. Potem bodo šli pa na več. Če pa so že prerasli to zadevo ali pa imajo smisel za organizacijo dogodkov, potem pa naj to naredijo, kar sem zdaj rekla. Te neke fotoutrinke, ki pokažejo, kaj je bil namen dogodka, kaj se je dogajalo, kdo je tam bil. Ne ena oseba na 5 fotografijah. Režeš trak, zarežeš v torto, govor imaš in pol je ena in ista oseba na 5-6 slikah. Ni potrebe, ne, da je. Čeprav je to glavna oseba tistega dogodka. Ne. Tako da tukaj je pa pol malo treba iti na to presojanje, kaj je fajn pa kaj ne. Seveda je pa v sporočilu za javnost vedno fajn, da tudi napišeš, če potrebujete še več fotografij, me lahko kontaktirate. Vkolikor potrebujete kakšno posebno fotografijo, bodi si portretno, bodi si skupinsko, ali pa fotografije večje resolucije, ker se na maile ponavadi ne pošiljajo une mega fotke, da jim pač rečeš, lahko vam posredujemo še dodatne fotografije, dodatne informacije, če želite, ne vem, dodaten pogovor, pokličite, kontaktirajte me, z veseljem se odzovem. Skratka, mi se moramo njim ponuditi v vsej svoji širini, prijazno, vljudno, simpatično, zanimivo zgodbo. Wow. Ful dobro, mislim, da si dala zdaj tudi oris, da že ko organiziramo dogodek, je fajn, da potem razmišljamo tudi o teh zadevah. Mogoče bi za konec te še samo vprašala, kaj pa vidiš ali pa opažaš, da so tiste recimo največje napake, ki jih delajo podjetniki, podjetnice, pa bi bilo fajn, da se izognejo na to temo? Tako kot sem zdaj rekla, se pravi, kaj delajo narobe, moram zdaj tako se izraziti, kaj je narobe. Ok, narobe prvi korak, da se sploh ne upajo kontaktirati medijev. Se pravi, ta strah je odveč, pejte v akcijo. Potem druga stvar, če se že kontaktira medije, da je treba imeti nek tekst pripravljen tako, kot se spodobi, da to ni neko skropucalo, da slike niso zamegljene, to se ful dostikrat zgodi, da niso dovolj kakovostne fotografije, da so preslabe resolucije, da so samo s telefonom narejene, ok, če bi se kaj posebnega dogajalo, je tudi to fajn, da si na prizorišču dogodka pa imaš neko fotko, ampak po drugi strani je fajn, da je vedno neka uradna fotografinja oziroma fotograf na dogodku. Potem napaka, ki jo še delajo, je ta, da je sporočilo za javnost ali pač neka informacija, ki jo medijem dajo, nepopolna, neresnična, absolutno nima se smisla zmišljevati nekih stvari samo zato, da bo bolj atraktivno.
To je mogoče to, in pa prepozno poslana sporočila za javnost. Mogoče tudi to. Imamo dogodek čez nekaj dni, mi pa medije obveščamo 2 dni pred dogodkom. To je absolutno prepozno. 10 dni prej prvo sporočilo za javnost, ali pa 14 dni, če mi že vemo, da nek dogodek je, en teden prej prijazen opomnik in potem na dan dogodka ali dan pred dogodkom še eno prijazno povabilo. Da gremo spet samo na elektronsko pošto, včasih tudi ni dovolj, je res fajn, sploh če imamo kontakte. Če jih nimamo, je to seveda nam najlažje, bomo jih sem še po mailu prijazno opozorili, spomnili, če pa imamo kontakte, še vedno je telefon rešitev, res. Ta osebni stik se mi zdi, da nam bo bolj prišel v ospredje, če dalje bolj, da negujemo odnose. Zato včasih se je uporabljal izraz, še vedno so kakšne strokovne službe za stike z javnostjo. Jaz vedno rečem, stik je enkraten dogodek. Odnose pa gradimo. Na odnosih je treba pa delati. In zato je to večplastno, zato je to pomembno, da imamo komunikacijo ne samo po mailu, ampak tudi osebno na nekem dogodku ali po telefonu, da nas ljudje si zapomnejo. Sej isto je, ko se mrežimo. Čist isto. Če hočemo narediti vtis, ne bo dovolj, da pošljemo samo mail. Bo treba narediti še nekaj več. Isto je pa tukaj. Tako da mogoče so to te napake. Se pravi, strah je treba pregnati, začeti iti v akcijo, poslati medijem, nagovoriti medije, biti pri tem dosleden, konsistenten, vztrajen, biti seveda pri sporočilih za javnost dovolj natančen, dovolj informacij podati, spraviti to v neko obliko, ki bo pritegnila medijsko pozornost in pa potem pravočasno zadeve delati po nekem dogodku, oziroma da ni to zdaj, mi smo imeli pa to prejšnji teden, ja ne, zdaj že malo pa se lahko za nekoga. Ne? Zakaj ste nas pa šele zdaj obvestili, pa bojo pa rekli, ja, kdaj boste pa kaj naslednjič organizirali, kako tako stvar. Ne? Tako da mogoče to, nič tazga, ker odnosi z javnostmi niso noben bav, jaz vedno rečem, in isto je s javnim nastopanjem in isto je z vsem, kar delamo. Začnemo, se malo lovimo, dosežemo z majhnimi koraki male ali pa velike zmage lahko že v štartu in potem zadevo samo nadaljujemo. Ful dobro. Sabina, zdaj kdo, sigurno prav slišim, a veš, da si je zdaj nekdo zaželel tvojo pomoč. Zdaj ne vem, ali lahko se obrnejo na tebe, pa če kje te najdejo, bom pa linke tudi spodaj pustila pod videom. Ja, glej, jaz sem vedno odprta za te zadeve, tudi vedno ljudem rečem, ja, seveda je to del mojega posla, mislim, to smo si lahko na jasnem, ampak jaz vsakič znova tudi ljudem rečem, neka začetna spodbuda z moje strani ni problem, nek brezplačni posvet 15-20 minut, da vidimo, kje smo, da vidimo, koliko potrebujejo pomoči, da si mogoče malo bolj predstavljajo, drugače pa ja, jaz sem v bistvu PR-ovka v eni od svojih storitev, kar pomeni, da lahko za njih pripravljam te tekste, da lahko za njih komuniciram z mediji, da sem lahko jaz tista, ki kontaktiram medije, pa se z njimi pogovarjam. Vkolikor imajo dogodek, da me najamejo, pa jaz delam za njih te zadeve, da se oni s tem ne ukvarjajo, in pa sem tudi jaz tista, ki skrbim za to, a so se mediji odzvali ali se niso, a še rabijo novinarji kaj ali ne. Vidimo tudi glede na dogodek, kaj je treba narediti, a se bomo družili že pred dogodkom z novinarji, ali jih bomo kontaktirali samo tik pred dogodkom. Skratka, tukaj sem na voljo, ni to sicer moj glavni posel, je pa seveda lahko marsikomu v pomoč. In pa ja, ali pa naredimo kako delavnico za kako skupino ljudi, kjer gremo na konkretne primere, kako lahko izboljšamo v njihovi branži, v njihovem okolju prepoznavnost iz vidika medijske promocije. Tudi to se da pa narediti. Superca, verjetno vse informacije najdejo tudi na spletni strani, pa bom spodaj pustila link. Tako, lahko. Superca. Najlepše ti hvala, pa verjetno želiva vsem, da imajo čim boljšo ali pa čim uspešnejšo medijsko prepoznavnost in pa zgodbo. Tako, ker zgodbe so zanimive, medijski prostor je dovolj širok za vse, priložnosti imamo pa vsi dovolj, sem narediti moramo nekaj za to. Res je, superca, hvala ti. Tudi tebi vse dobro in tvojim sledilcem in sledilkam sem, ki so nas spremljali, naj uživajo v tem, kar počnejo,
pa naj naredijo korak naprej iz svoje cone udobja. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.